Spoštovani, lepo pozdravljeni. Pozdravljam vas v predsedniški palači na eni od javnih predstavitev kandidata predsednika Republike za opravljanje najvišjih državnih funkcij. Tokrat je pred nami 59. javna predstavitev, vse od leta 2016, ko je predsednik Republike Borut Pahor zaradi večje transparentnosti postopkov uvedel ta način predstavitve kandidatov za najvišje funkcije v državi tudi javnosti. Tokrat se bo predstavil kandidat za sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, profesor dr. Rok Svetlič. Kot vam je znano, je 14. julija leta 2020 potekel mandat sodnici Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Dunji Jadek Pensa. Predsednik Republike je vse od takrat pa do danes v skladu s svojo ustavno funkcijo peljal 3 postopke predlaganja kandidata oziroma kandidatke za to funkcijo. Vsakokrat je vodil številne pogovore, posvete, pogovore z strokovnjaki na tem področju in kandidate predlagal tudi izven prijavljenih na javne pozive. Vsi dosedanji predlogi predsednika Republike so bili raznovrstni, tako po strokovnem področju znotraj pravne stroke, kot tudi po vrednostnih opredelitvah. Nobeden od predlaganih kandidatov žal ni dobil zadostne podpore za izvolitev v Državnem zboru. 4. javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča je bil objavljen 20. julija letošnjega leta. Na ta poziv je Urad predsednika Republike prejel 5 predlogov možnih kandidatov. To so bili dr. Franci Ježek, gospod Marjan Lekše, magister Marko Starman, dr. Rok Svetlič in dr. Andraž Teršek. Po presoji kandidatur in opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednik Republike odločil, da Državnemu zboru Republike Slovenije za sodnika Ustavnega sodišča predlaga rednega profesorja dr. Roka Svetliča, predstojnika Pravnega inštituta Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Po opravljenih posvetovanjih s poslanskimi skupinami v prejšnjem tednu je mogoče sklepati, da ima kandidat potrebno podporo za imenovanje. To je bil kratek uvod k predstavitvi in sedaj predajam besedo kandidatu, profesor dr. Roku Svetliču. Prosim. Hvala lepa, generalna sekretarka. Spoštovani mediji, drage novinarke in novinarji, zamislil sem si svojo predstavitev v 3 poudarkih. Najprej vam bi rad povedal nekaj o sebi, svoji izobrazbi, potem nekaj o tem, kako gledam na pravo kot ta neizogiben fenomen, s katerim živimo, in naposled očrtal bi tudi, kako razumem položaj Ustavnega sodišča v naši družbi, vsezadnje v situaciji, ki ni enostavna. Zaposlen sem na Znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, kjer sem predstojnik Pravnega inštituta. Po izobrazbi sem pravnik, končal sem pa tudi študij filozofije. To me umešča v nekakšen vmesni položaj, zaradi česar gledam na pravo morda na specifičen način. Filozofi na pravo gledajo vse prepogosto preveč abstraktno, s Platonovih nebes. Na drugi strani pravniki radi gledajo na pravo kot neko izolirano normativno strukturo in jo ne povezujejo z nekim zgodovinskim razvojem. Namreč za vsakim zakonom, za vsako pravico, za vsakim institutom stoji vrednostna podstat tega zakona. In ta podstat je dejavna, aktivna skozi uporabo teh pravil. Damo primer posameznika. Posameznik je danes zaščiten s paketom človekovih pravic, je v središču civilnega prava. In če hočemo njegov položaj pravilno razumeti v našem ustavno-pravnem diskursu, ne moremo, da se ne bi ozrli v glavne korake, preko katerih se je posameznik oblikoval. Družbena pogodba, kartezijanski obrat, navsezadnje tudi svoboda vesti Martina Lutra. Če to spregledamo, zaidemo v težave. Ne opazimo, da je
na eni strani človek središče, posameznik središče našega vrednostnega sistema, na drugi strani imamo pa tudi s tem človekom, posameznikom, velike težave, kot z lastnikom kapitala. O tem je pisal Marx pred 150 leti. Lastnik kapitala ima tendenco, da se izogiba, iztrga iz družbenega tkiva. In točno to je tisto, kar moramo upoštevati. Obe plati posameznika, ki je na eni strani v ustavi opremljen s pravico do lastnine, po drugi strani smo mi socialna država. Na eni strani ima pravico do svobodne gospodarske pobude, na drugi strani mora lastnino uporabljati v skladu s socialno, ekonomsko, ekološko funkcijo. Skratka, če pogledamo bolje, je ta spor, ta paradigmatski spor med posameznikom in skupnostjo na eni strani in skupnostjo na drugi strani prisoten v praktično vseh ustavnih sporih. Skupnost želi vzpostaviti s posameznikom tisti odnos, ki bo šel ne na kožo in obratno. Če tega ne upoštevamo, se tvegamo klišeje, znotraj katerih razdelimo enega na stran dobrega, drugega na stran drugega in nastane zmeda. Primer, pričakujemo, da naj država omeji posameznika, recimo ga progresivno obdavči kot lastnika kapitala. Na drugi strani od države svarimo, da tega posameznika ne nadzoruje in omejuje, kot se to zdaj dogaja v primeru COVID-19. Se pravi, če te napetosti, ki je v vsakem inštitutu, da so vam en primer, te napetosti, ki jo imate za vsakim zakonom, ne upoštevate, boste težko rešili pravni spor, tako kot je treba. Kaj je vloga filozofije tukaj? Če omenjam, da sem po izobrazbi tudi filozof. Filozofija ni pot do modrosti, niti ni neizčrpni vrelec resnice. Slavoj Žižek je rekel, bistvo filozofije ni v podajanju odgovorov, ampak v pravilnem postavljanju vprašanj. In to je tisto, kar mislim, da lahko filozofija pri funkciji, za katero kandidiram, naredi največ koristi. Drugo, dovolj o meni, o pravu. Kaj je rdeča nit mojega odnosa do prava, mojih razprav, mojega pedagoškega dela? Lahko bi rekel, da gre za poskus zagovora prava, neko advokaturo pravu, kar je pa danes zelo težko. Vsi delimo veliko nezaupanja v pravni sistem in vsezadnje v demokratične inštitucije, vključno z znanostjo, ki se je tem predmetom dvoma pred kratkim pridružila. Po eni strani mislimo, da bi pravo moralo vsebovati določene etične sestavine, ki jih ne, in po drugi strani, da ne bi smelo vsebovati tisto, kar vsebuje neke krivične sestavine. Ta zadržanost do prava je razumljiva. Dva razloga sta za to. Prvič, zlorabe. 20. stoletje je tipičen primer, ko je bilo pravo neštetokrat zlorabljeno za ne le nemoralne, celo zločinske vsebine interese oblasti. Dovolj, če omenim Nürnberške zakone iz leta 1936. Druga stvar, mogoče bolj vsakdanja, je pa razočaranje nad pravom. In namesto da govorim razočaranje svojim besedam, bi si sposodil besede Cankarjeva hlapca Jerneja, ki je po mučnem poti iskanja svoje pravice naposled obrnil svoj pogled proti Bogu in dejal: kar si je rekel, to zdaj spolni. Pravico si dal ljudem, pa so jo skrili. Ni je pri beričih, ni je pri sodnikih, ni je pri cesarju. K tebi samemu se zatekam, jaz, hlapec Jernej, na tem svetu ob belem dnevu ukraden pravice v rokah. Vsakdo izmed nas je že bil v situaciji, ki je te besede še kako dobro razumel. To so pomisliki zoper pravo. Hrana, iz katere raste nezaupanje v pravni sistem kot tak. Moja poanta je pa sledeča in to poskušam vedno izpostaviti. Upoštevati moramo, da se je pravo iz svojih napak v zadnjem stoletju zelo veliko naučilo. Po drugi svetovni vojni pride do spoznanja, da pravo mora vsebovati minimum pravičnosti. Ta minimum pravičnosti danes predstavljajo človekove pravice. Ne da se več reči, kar se je še z desetletje pred tem dalo reči z besedami Hansa Kelsna, vsaka vsebina je lahko pravo.
češ pravniki se ne bomo ukvarjali z vsebino, mi samo normotehnično pravilno zapišemo. Ne more biti vsaka vsebina pravo. Če je pravo postane zločinsko, če postane popolna aberacija pravičnosti, to zgubi sam značaj narave prava. Iz tega spoznanja so se zgodili zelo pomembni družbeni dogodki, emancipacija v 60. letih. To je proces, znotraj katerega so se naše družbe močno predrugačile, senzibilnost za manjšine, za ljudi, ki so na robu družbe. Na osnovi tega je postala družba, kjer živimo, boljša. Razvila se je celo senzibilnost za trpljenje ljudi onstran naših meja. Azil je človekova pravica. Za skupnosti, ki so bile v senci dominantnih moralnih diskurzov ali celo okarakterizirane kot nemoralne, homoseksualnost. Vse to je vstopilo skozi glavna vrata v ustavnopravni diskurz. Podobno svoboda vesti. Danes ima posameznik sveto pravico, da plava proti toku, da vztraja na svojem mišljenju, kljub temu, da se z njim nihče ne strinja. To nas ustvarja za družbo, kakršna smo. In na to smo lahko ponosni. Če to resno vzamemo, bomo videli, da pravo ni v osnovi institut, ki se tepe za etiko, ki jo negira. Nasprotno, bodimo pošteni in priznajmo, da je danes v pravo zapisane vse ključne vrednote naše družbe. Človekovo dostojanstvo, svoboda, enakost, bratstvo oziroma solidarnost. In tudi te načela so še kako dejavna v odločbah Ustavnega sodišča in tudi drugih sodišč. Skratka, več kot dovolj razlogov je, da vrnemo zaupanje k pravu, na vsezadnje k edinemu učinkovitemu pravnemu sistemu. Kaj pomaga delavcu, ki je pod krivom odpuščen, da je v knjižnici meter knjig na temo morale in etike? Njemu pomaga pravni sistem, ki bo kvalitetno opisal njegovo krivico in poskrbel za zanesljive instrumente za reparacijo te krivice. Etika in morala sta spolzek teren, čeprav radi se sklicujemo na etiko in moralo. Osnovni normativni sistem, ki zagotavlja človekovo dostojanstvo, je in vedno bo pravni sistem. In to je več kot dovolj razlogov, da začnemo od prava tudi več pričakovati. Se naučimo od prava zaupati in več od njega pričakovati. Še zadnja točka, ki bi rad izpostavil, moj pogled na vlogo Ustavnega sodišča v naši državi, v demokratični parlamentarni demokraciji. Teorija izpostavlja več funkcij te inštitucije. Jaz bi pa tukaj izpostavil tole. Trdim, da gre za inštitucijo, ki je po svoji naravi v najslabšem, najbolj neugodnem položaju izmed vseh institucij parlamentarne demokracije. Kaj s tem mislim? Po svoji strukturi je v težkem položaju, saj ima na eni strani dolžnost zamejiti pričakovanja neobičajnih strank, ampak veje oblasti, institucij, ki imajo največjo možno moč, zakonodajne in tudi izvršilne oblasti. Ali celo pričakovanja ljudstva, množic. Če bi ljudi vprašali, kako ravnati z manjšinami, bi pogosto dobili predloge, ki so povsem neskladni z ustavo. Na drugi strani ima pa za opravljanje te naloge zelo, zelo krhke instrumente. Za razliko od običajnega pravnega diskurza, ki temelji na pravnem silogizmu. Če nekdo naredi X, se kaznuje. Oseba A je naredila X, torej se oseba A kaznuje. S tem instrumentom si vi v ustavnopravnem diskurzu večinoma ne morete pomagati. Nasprotno, ti instrumenti se zlomijo in treba je vstopiti na zapleteno polje tehtanja, preudarjanja načel, interpretacije pravnih besedil, pojmovne analize in drugih instrumentov. In tukaj ne moremo, brez da bi potegnili v pravni diskurs tudi vidik etike in v tem smislu se pogosto diskurs Ustavnega sodišča zelo približa diskurzu filozofije. To je prvi razlog, zakaj je Ustavno sodišče v posebej nehvaležni vlogi, na katerim vztrajati. Drugi razlog, neizogibno stvari zelo veliko število razočaranih, recimo, oseb. Primeri, ki jih rešuje, so primeri, ki jih razume vsakdo. Svoboda, enakost, bratstvo. Preprosto so vsi primeri tako ali drugače povezani z načeli, ki jih človek razume.
Damo primer prepoved prekrivanja obraza z pokrivali, prepoved gradnje minaretov, namenoma dajem tuje primere. To so stvari, pri katerih vsakdo hitro vzpostavi neko stališče, svoje spekulacije, svoje iskrene občutke artikulira, o teh govori, vendar odločitev pa vedno vse te občutke pro et kontra reducira na binarni kod. 1 in 0. Ena stran je po strukturni nujnosti razočarana. In s tem neizogibno ustvarimo veliko število ljudi, ki jih je treba, to je moja ključna poanta, posebej skrbno v ustavnopravnem diskurzu nagovoriti. Ustavne odločbe morajo biti še posebej pisane za stran, ki je razočarana, ne za tisto stran, ki je v odločitvi je bilo ugodeno oziroma ima iz tega uspeh.